Lep pozdrav! V prejšnjih videih ste lahko videli več različnih enot Slovenske vojske, od izvidnikov, specialne enote, športne do pehote. No, danes boste pa videli prav posebne vojake in to so vojaški psi. Ob meni je že štabni vodnik Krkovič, ki nam bo predstavil, kako poteka delo v šoli za vojaške pse. A nam lahko na kratko razložite, kako poteka delo? Smo v Centru za šolanje vojaških psov Slovenske vojske. Tukaj šolamo pse za vse enote Slovenske vojske po različnih programih. Se pravi, od obrambnih psov do sledilcev, potem psov za detekcijo prepovedanih drog, detekcijo eksploziva. V glavnem, mi smo šola. Koliko pa imate recimo tukaj psov, pa katere pasme so? Tukaj psi zelo varirajo, se pravi med 15 pa 20 se giblje številka. Takoj, ko je pes izšolan, ga probamo oddati vodniku in potem gre z vodnikom naprej v svojo enoto. Zdaj pasme porabljamo po večini belgijski ovčar pa nemški ovčar delovne linije. Razmišljamo pa tudi o uvedbi lovskih pasem, predvsem za iskalce. Kje pa psi spijo, nam lahko to pokažete? Evo, bova šla pa kar pogledat noter, se bova sprehodila čez objekt, pa bomo videli, ne? Pejva. Ok. Evo, tukaj sva prišla v pesjake, se pravi, tle so kužki nastanjeni noter. Tukaj boš videl, imamo dva kužata, ki sta sicer upokojena, se pravi, ko je kuža v določenih letih, pride iz enote zopet k nam nazaj v oskrbo. Tlele imamo psa Erona, vsi podatki so od njega gor, kakšna zdravila mora dobivati, zato da ga potem lahko oskrbniki oskrbujejo, kadar nas ni tlele. Barni, pridi. Evo ga. Ta kuža ima že 14 let, belgijski ovčar, v Afganistanu je bil, zdaj se pa tukaj crkla pri nas. Pa ti bom pokazal, kje kužate, kopamo, umivamo. Evo, to je pa zdaj naslednji prostor, tlele noter kuža skoči, ga zapremo, če je potrebno, ga propnemo s povodcem in tukaj se ga lepo skopa noter, no, tukaj da imajo kompletno skrbo tlele pri nas. Bova še pogledala en boks, kako izgleda od znotraj. Se pravi, kluka je od zunaj, znotraj je bunkica, da se ne more kuža sam odprt, da ne bi šel na izlet, ne. Potem imamo tle ročico, potegnemo in lahko prepremo boks na polovico. Se pravi, čez vikend nekdo puca pesjake in ne more priti v kontakt s psom, ne. Znotraj boksa je tudi avtomatski pitnik, tako da morajo kužati skozi svežo vodo. Evo, v tem prostoru smo inštruktorji noter, tlele imamo računalnike in te zadeve pisarniške. Zdaj sem za tebe pripravil en komplet opreme, se pravi, to je samo del opreme, ki se uporablja pri nas. Tole je čelada klasična vojaška za vodnika, kadar delamo vaje nočnega iskanja, zato je gor nočna naprava za nočno gledanje. Potem so tle razne te dimni vložki, bombice, se pravi, ker moramo kužati tudi na pok navajati. Potem mogoče kot zanimivost imajo tudi kužati neprobojni jopič, zaščita sluha, glušniki po domače, očala z balistično zaščito. Ta komplet se predvsem uporablja na helikopterju, se pravi, ker piha ali pa če nekje nad vodo leti zaradi raznih, pa tudi zaščita pri poku je, če kakšne kamenčki, trske letijo, karkoli. Zanimivi so tudi copatki. To so copatki z vibram pod platom, kadar s kužatom delamo v nekih prostorih, kjer so, ne vem, razbite šipe, brisalni žeblji
rogljički. Tole je takšna vreča, kjer se psa noter da, se ga obleče. To uporabljamo za zračni transport, se pravi za bilo kakšno delo na višini. Različne variante pripenjanja so, ali tukaj za ušeska, ali ga ima pa kar vodnik na svojem hrbtu psa. A mi lahko razložite, zakaj pa recimo psi tudi trenirajo spust iz helikopterja? To je pa zato, da lahko psa iz neke baze, pač tam, kjer je nastanjen, v čim krajšem času dostavimo enoti na tleh, ki bi tega psa uporabljala. V dostih primerih je onemogočen dostop z avtom in potem se ga lahko iz helikopterja spusti ali na tla ali na plovilo, pač za takšne primere, ne? Vidim, imajo tudi psi svojo tekalno stezo. Tako, evo, zdaj ga bomo malo na fitness dali. A imajo tudi kakšno posebno športno prehrano, tudi oni takole? Imajo prehrano za delovne pse, ampak nič neobičajnega, no. Evo, se ti bom pokazal, koliko to laufa. Kuža te damo na stezo, pedi gor. Užgemo, tlele mu nastavim pač določen programček. Steza je prilagojena posebej za pse, se pravi, če bi se kuža ustrašil, pa malo trzne s tačkami, se tudi upočasni, se pravi hitrost, ne? A so ti psi recimo kaj navadni za nas, ki nismo mi njihovi vodniki? Ja, tako je. Načeloma uporabljamo dve vrsti psov, se pravi tiste, ki grizejo, pa tiste, ki iščejo. Tisti, ki iščejo, so pač izšolani po takšnem sistemu in takšne nagone imajo, da so socialni psi in niso nevarni za ljudi. Tisti, ki pa grizejo, se pravi, mi rečemo obrambni psi, so pa nevarni, ja, in treba ohranjati pač neko varnostno razdaljo. Kje pa vi urte recimo te pse? Evo, za to priložnost smo pa pripravili danes en poligonček, pa ti bomo pokazali nekaj sklopov iz usposabljanja. V tej priložnosti bi povabil našega inštruktorja Damjana Žafrana, ki mi bo pomagal pri tem prikazu. Psa Arta smo sedaj umaknili iz tega prostora, zdaj vam bomo pa pokazali eno vajo iskanja. Z njim, da bo prišel sem, bo iskal eksploziv. Imam tukaj substanco eksploziva, ki bom dal v eno od teh posod. In v tej posodi je tudi avtomat, kjer je noter žogica oziroma kongo, ki pri pravilni potrditvi, se pravi, kuža more se usedeti, nakazati in ko nakaže eksploziv, je nagrada takšna, da pride žogica ven. Išči! Bravo, super! To, fanti, super! Sedaj vam bomo pa v tem objektu pokazali, kako naj bi to v realni situaciji izgledalo. And everybody wants out on the street 40 feet from the bus stop. Cause every day and every night I'm slamming the bubbly Diet Coke from the stud down on the corner bar. I don't even notice all these plastic dishes. You know I'm a handle my own business. I'm a boss, boss, boss. Baby, I'm a boss, boss, boss. Calling all the shots, shots, shots. Baby, I'm a boss. Bravo! Ja, super si fant. Super si fant, ja. Evo ga, vzorček plastičnega eksploziva smo najdli. Super, bravo! Tako to izgleda v neki realni preiskavi. Se pravi, kuža, ko najde izvor eksploziva, se usede in strmi v mesto najdbe, nato ga nagradimo z igračko. Art se je pa zelo izkazal. Koga imamo pa zdaj tukaj? To je pa nemški ovčar Ron, on je pa za obrambo. A za obrambo? Ja, ne, saj ni straha, ni straha. Oni delajo izključno samo na povelje, tako da brez povelja se vidi še čisto normalen kuža, socializiran. Tako da, zdaj bi ti prvo pokazal, včasih treba tudi psa malo sprostiti in ga sprostimo malo z igro, pa ti bom pokazal en del igre. Pejdi.
Ja, super. Ja. Bravo. Super. Ja, super. Pust. Super. Noga. Super, fan. Bravo, fan, super. Sedaj bomo pa pokazali eno vajo obrambe. To je taktična oprsnica in ko damo psu to oprsnico gor, že ve, da bo akcija. Zdaj bom dal počasi. Kje brava? Ja, kje brava? Ja, kje brava? Ja, kje brava? Ja, o, bravo! Super, fan! Super, fan! Marker, miruj! Pusti! Marker nazaj, sedi, nazaj. Ja! Bravo, fan, dej ga! Ja, bravo, super! Dol! Dol! Pusti! Ne! Drži ga! Ča! Super, fan, bravo! Pazi ga! Bravo! Zdravi! Super! Evo, to je pa naš mlad kuža, 13 mesecev je star, belgijski ovčar. Rabi še cirka 1 leto šolanja, ampak zaenkrat kaže odlično, kar tudi vidite sami. Pusti! Super! Najlepša hvala, da smo lahko videli, kaj delajo vojaški psi v službi za ta prikaz. Tako da zdaj jaz se bom odvajal poslov, pa upam, da se še kdaj srečamo. Ne, to hiter pa ne. Zdaj imamo eno dobro presenečenje, tako da boš iz naše odnote odšel res z eno res dobro izkušnjo. Kaj pa? Pazi ga, fanta! Pazi ga! Pazi ga! Bravo! Ja, bravo! Kje pa je bravo? Ja, bravo! Ja, bravo! Ja, bravo! Zgravi! Superca! Superca! Na tla! Superca! Super! Ja, bravo! Super! To! Bravo! Pusti! Tole je pa noro. No, ja, upam, da cenite, kaj sem naredil za vas, za dober video. Zdaj se skuškam že prijatelja. Vi pa komentirajte, pa spremljajte enotno še naprej. Klobaso pa ne bo spustil. Ne. To je pa ta glavno. Bravo! Ja! Palca ona moja, bambus, Nataša. Kako smo ga kar tako gor porind, veš? Evo ga, Tinki Binki na položaju. Gard! Zgrabi!